Ko sem jaz sit te špice, ki bi vi vedeli. Sem mislil, da bomo upokojili pred koncem sezone, ampak očitno ne bo šlo. To nedeljo so bile lokalne volitve in kako se je izteklo? Kaže, da smo Slovenci že rahlo siti super volilnega leta, saj je do 16. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo slabih 33% volilnih upravičencev. Vem, da so vsako nedeljo volitve in da je to ovira, ampak vsak glas šteje. Seveda smo rahlo siti volitev, ne? Mogoče še bolj, kaj ste špice. To je že tako, kot zaključek veselega decembra, ko je vsak drug dan kakšna zabava ali pa sprejem. In ko te vmes kakšen znanc, ki ga nisi videl že 5 let, povabi na kuhančka, sam iščeš izgovor, kako bi se ognil še enem mačku. Kakorkoli, poleg volilnega mačka je še nekaj razlogov, da se ljudem tokrat ni ljubilo na festival demokracije. V skoraj četrtini občin lahko volivci pravzaprav ostanejo, kar doma njihov glas namreč nikakor ne bo spremenil izida volitev. V 51 občinah je namreč na kandidatni listi le en kandidat, ki bo torej brez dvoma postal župan. A vidite, v četrtini občin je bilo dovolj, da je na volišče prišel župan in obkrožil svoje ime. Dosti bolje ni bilo niti drugje. Iz nekega nejasnega razloga imamo na parlamentarnih volitvah radi vedno nove obraze, na županskih pa vedno rabljene. Več kilometrov, ko ima, rajš ga imamo. Ampak da ne boste mislili, avtomobilska primerjava ni tjaven dan. To je razbito vetrobransko steklo avtomobila ene izmed županskih kandidatk občine Destrnik. Vidite, medtem ko na državnem nivoju proti kandidatom potikajo afere, iščejo skrito premoženje in ljubice, ti na lokalnem razbijajo avto. Ker se dobro ve, kaj gre sosedom najbolj v nos. Medtem pa je Zoran Janković, ki so mu Ljubljančani, pač tisti, ki so prišli na volitve, zagotovili nov mandat že v prvem krogu, za sosede pripravil piknik. Žal se je poletje v prestolnici nepreklicno končalo, se je pa odprla sezona kuhanga vina. V štabu županove liste začeli izbirati njegovi podporniki, vzdušje tam pa je bilo kljub mrazu čakajoč na rezultate in ob glasbi veselo. Malo jim je mrzlo, vreme se je spremenilo, zdaj se najbolj kuhano vino gre. Ampak po 2 kuhančkih tudi mrzlo več ni. Bolj previdni so bili v Mariboru, tam so za priložnost na zdravljanje najeli ogrevane prostore. Na mizah so že pripravljene pogostitve, vse od domačih peciv in slanih prigrizkov do obloženih kruhkov in ohlajenih penin. Počutje pa zmagoslavno. Veselo je bilo tudi v štabu drugouvrščenega Franca Kanglerja, kjer je bilo sinoči slišati zvoke narodno-zabavne glasbe. Ker je Martinovo že za nami, do Silvestrovega pa je še kar nekaj časa, so se Štajerci odločili, da bo imel županske volitve še enkrat in takrat se bo na županski stolček ponovno skušal vrniti neuničljivi Franc Kangler. Ne bo pa več poskušal neuspešni povratnik v Kopru Boris Popovič, ker se ni uvrstil v drugi krog, je lokalni politiki napovedal slovo. Da je dvakrat nekdo na suho, dvakrat, mislim, tam brez veze, nima jaz pedejo tega, tako da jaz ne bom kandidiral niti, če mi dajo milijarde. Niti za denar. Niti za milijarde, niti za denar. Okej. Ga sicer razumem, to na suho, pa dvakrat. Ni fajn vam pomembno. Vse ne vem, no, nehte. Ampak za milijardo, meni se zdi, če nič drugega, lahko z milijardo najbrž kupiš dosti plakatov, da priješ drugi krog. Ali si pa kupiš svojo občino, pa se v njej razglasiš za kralja. Sploh če zraven tega dobiš še denar, pa milijarde, pa denar, pa nekaj. Medtem ko se je po občinah dogajala volilna kalvarija, so se v državnem zboru ukvarjali z zdravstveno kalvarijo in posledicami napada na Branka Grimsa. Tudi glas ni nam dober, še vedno, ker sem še vedno mi človek z nečim okužen. To je pa v resnici in vse verjemite, to ni nič kar tako, ampak je bilo vse zabeleženo in policija ima vse izvide, tudi ustrezne. Sem drugač uradno atipično pljučenco, če hočete vedeti, pa kljub temu sem danes tukaj in kljub temu opravljam svoje delo. Ne se smejati.
A vidite, nekdo vas porine po stopnicah, vi se pogumno obdržite na nogah, kaj vas neznanc ob tem še okuži z neznano boleznijo? Seveda so v največji vladni stranki takoj po tem priznanju poslanca Grimsa skočili v zrak. Proceduralno, izvolite, gospod Borut Sajovic. Ja, jaz res sočustvujem z gospodom Grimsom, ker mora danes bolan delati neko domačo nalogo, ki jo očitno v stranki nihče drug ne zna. Opozoril nas je pa, da ima resno respiratorno obolenje. Prosim, da ga pozovete, naj nam predloži test po testiranju na COVID. Samo gospoda Savca moram potolažiti, pa vse zaskrbljene, da sem bil večkratno testiran na vse, kar se je dalo in vse je negativno. Seveda gospod Grims negativen. Se tudi opornice ni nosil, ko ga je po napadu bolela rama. On ne joka, on hlipa. Sicer že 3 tedne poslušamo o tem, kako so ga porinili po stopnicah, ampak on ne joka, on hlipa. Politični nasprotniki v parlamentu pa so celo zahtevali, naj uporablja masko. Zakaj bi jo? To je počel spomladi, ko ni bil okužen, pa so bile maske obvezne. Zdaj so pa samo priporočljive. In kako naj poslanec Grims upošteva priporočila nekega levega ministra v levi vladi? Prijetnejši opravek se je v ponedeljek umislil premier Golob, ki je na obisk povabil novo izvoljeno predsednico države. Kljub temu, da je bila Nataša Pirc Musar šele njegova 3. izbira, je bilo srečanje, recimo, prisrčno. Nasmejano in složno, tako je potekalo prvo srečanje premierja Roberta Goloba in novo izvoljene predsednice Nataše Pirc Musar. Gospa predsednica je Robertu Golobu in tudi vsem nam prinesla pomembno sporočilo. Ne vem, če vi veste, gospod predsednik, da sem prva ženska na čelu Slovenije po Mariji Tereziji. Kdo bi si mislil? Marija Terezija je sicer Slovencem prinesla obvezno osnovno šolo, krompir in cepljenje proti črnim kozam. Pismo. Jaz se pa sprašujem, a se bo našel kdo, ki bo uvedel obvezno cepljenje proti kozam na splošno? Je pa tudi res, da je bila Marija Terezija edina ženska vladarka v 650-letni zgodovini Habsburške dinastije. Mi imamo torej zdaj Natašo Pirc Musar, se pravi naslednjih 600 let ima, da je mir. Ok? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.